Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Tokrat oddajo v celoti posvečamo 28. festivalu slovenskega filma, ki od torka poteka v Portorožu. Na festivalu se bo do nedelje 26. oktobra zvrstil 101 film. V letošnji tekmovalni program, v katerem se filmi potegujejo za nagrade Vesna, se je uvrstilo 69 filmov. Filme tekmovalnega programa bosta tudi letos ocenjevali dve strokovni žiriji. V žiriji za celovečerne filme so filmski kritik Andrej Gustinčič, hrvaški režiser in scenarist Juraj Lerotić in raziskovalka ter teoretičarka filma Natalija Majsova. Strokovno žirijo za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme sestavljajo intermedijska umetnica Sara Bezovšek, filmski snemalec, animator in režiser Nikola Majdak ter režiser in scenarist Slavko Hren. Poleg tega se filmi potegujejo še za Vesno za najboljši slovenski celovečerni film po izboru občinstva, pa nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov in nagrado Art Kino mreže Slovenije. Na otvoritveni slovesnosti festivala v Portorožu so v torek podelili nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, nagrado Milke in Metoda Badjure, ki jo je tokrat prejel dolgoletni montažer slike in zvoka Janez Bricelj. Veste, film je atletik, je lahko baletka, je lahko krasen utrink pesniški, vse to lahko film. In naj živi slovenski film in naj bo korajžen in naj pokaže tudi svetu, da je lahko še boljši. Janez Bricelj je kot filmski montažer slike in zvoka v svoji dolgoletni karieri sodeloval pri več kot 170 filmskih in televizijskih delih, ter tako ustvaril obsežen opus različnih filmskih montaž. V začetku 70. let je pri Viba filmu oddal prošnjo za delo na področju montaže slike in zvoka. V tistem času so potrebovali asistenta montaže pri filmu Sreča na vrvici, katerega montažer je bil Dušan Povh. Zaradi natančnosti in pozornosti, ki jo je namenil zvoku, je Bricelj kmalu iz asistenta montaže napredoval v montažerja zvoka. Briclju je leta 1980 Viba film omogočil študij ob delu na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu. Prvi celovečerni film, pri katerem je sodeloval kot montažer slike, pa je bil Poletje v školjki 2 režiserja Tuga Štiglica. Ja, to pa, da sem prvi celovečerni film tudi montiral, je bilo pa to, me je pa Tugo povabil k tem filmu in pa če sem bil že toliko verziran, veste, samo že nekaj kratkih filmov za seboj, pa mogoče kakšen dokumentaren, v sliki tudi, pa zvok sem pa tako skozi delo. Tako da sem bil res že zelo doma v filmu, mi ni bilo zlahka, z velikim veseljem sem delal ta film. Ja. Janez Bricelj je v nadaljevanju kariere montiral celovečerne filme številnih priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev, kot so Matjaž Klopčič, France Štiglic, Metod Pevec, Marko Naberšnik, Goran Vojnović in drugi. Poleg tega je delal tudi s študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in tako sodeloval pri več kot 30 študijskih filmih. In kaj je tisto, kar je Janeza Briclja pri tem delu najbolj navdihovalo? Veste, kako je pri montaži zvoka, ti pomagaš, bogatiš film, če narediš dobro montažo zvoka, pa to poustvariš te vse zvoke, ki ne sodijo tja, ali gre za realistično, ali pa če gre za to, da bi bil da bi šel bolj v poetičnost ali pa kaj drugega, to je tudi veliko pripomoraš, s montažo zvoka, ampak drugače pa film že ustvarjen, drugače pa z montažo slika, ti pa dejansko iz materijala, ki je pač posnet po nekem scenariju, seveda vsebina se tudi že na snemanju spreminja, ko igralci, pa kakšni drugi še sodelavci, pač film je tako ekipno delo, se tudi, se pravi, že oddalji oziroma napreduje od tega osnovnega scenarija, že na snemanju, po snemanju pride pa montaža, to je pa tudi dolgotrajen proces, veste, film se montira 3 do 5 mesecev,
nekje. In tam pa ti v bistvu oblikuješ, tam se pol pokaže, kje so slabosti, tudi že scenarija, ne, tako, in ti se treba pol opaziti to, pa to recimo ven vršt, ali pa malo skrit, ali pa nekako drugače. Skratka, v montaži ti res ustvariš, v montaži se ustvari film, kakršen je potem na platno. Na vprašanje, kaj mu nagrada pomeni, pa Bricelj odgovarja. Veste, prvo nagrado je dobil že Dušan Povh, ki je pa, on ni bil samo montažer, on je bil tudi režiser, on je bil tudi direktor podjetja, on je bil tudi direktor filmov, skratka vsestranski filmar je bil on. No, ampak ja, po njemu sem pa prvi montažer, kar je čudo, ne, ker Milka Badjura je bila pa izvrstna, po njej se imenuje ta nagrada, pa po njenem možu, bila izvrstna montažerka. Je že prav, da je spet en montažer dobil, da je bil opažen, ne. Drugače pa nisem nič kaj bolj, da bi zdaj kaj pa vem, vesel. To sem si zaslužil, predvsem sem hvaležen režiserjem, da so mi zaupali, pa producentom, da so mi zaupali, da sem imel možnost to delati. Za konec pa doda še. Ampak ja, če bi pa še enkrat tako padel v mladost, to sem pa že razmišljal, ker imam to izkušnjo, kako je bilo včasih težko preživeti, ne, ker bi rad delal, pa ni bilo dela, pa ni bilo pol denarja, pa tako. Bi šel pa danes kar rajš mogoče v kakšno tak poklic, da bi bil v gozdu velik. Na odprtju festivala so si prisotni v portoroškem avditoriju lahko gledali novi celovečerec Mihe Hočevarja Skriti ljudje. V glavnih vlogah nastopata filmski in gledališki igralec Blaž Šef in priznani islandski igralski zvezdnik Olafur Darri Olafsson, znan po vlogah v številnih islandskih in mednarodnih filmih ter televizijskih serijah. Gre za prvi slovenski film, ki je nastal v sodelovanju z Islandijo. Pred slovensko premiero v Portorožu je bil film že prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Reykjaviku. Idejo za film o nenavadnem prijateljstvu in novih začetkih, ki stavi na humor in kopico peripetij glavnih junakov, je režiser dobil že pred 20 leti. Ja, prvič je bil prijavljen ta projekt leta 2005, se pravi pred 20 leti, in pol dobil razvoj, takrat še ni bila Islandija v igri. Do te ideje o Islandiji pa so bili drugi projekti vmes pa tako. Bila je vedno ideja, da se dva tujca srečata, popolnoma različna, ampak iz dveh, recimo, držav, narodnosti, ki nista največji, recimo, ampak malo manjši, ne? In smo pa preigravali irska, tako, da bi imeli jezik, ki ni angleščina, francoščina, španščina, te velike svetovni jezik, nekaj manjšega. In to je en del teme tega filma. No, potem, ko so pa s Srdžanom Koljevičem začela delati skupaj, tam leta 2017, je pa on predlagal, da bi bili Islandci fajn, zato ker so v bistvu številčno še manjši kot Slovenija, pa isto so neke vrste, oni so obdani z morjem, mi pa z raznimi drugimi narodi, državami in tako. Velik del filmske pripovedi se dogaja na ljubljanskem Barju, na bregovih Ljubljanice, kar filmu na trenutke pridoda občutek pravličnosti. Zakaj je režiser izbral prav to lokacijo? Ja, to je bila osnovna ideja. Tip sam, vse mu je šlo v življenju narobe, ima tam en košček neke zemljice ob Ljubljanici, to sem vedno, mi je bilo všeč ta Ljubljanica, pa to pa nič kaj dosti še ni bilo posnet tam, nekaj ja, ampak premalo. In jaz se tako vedno rad snemam v naravi. In je bilo to super, pa še rad imam čolne, splave, ladje, dobro, tudi letala, vesoljske ladje, vse to zraven, ampak to je bilo najbližje. Splav je nekaj tako malo romantičnega. In iz te pa prišla ideja, da še nekdo zraven, da seveda je tle ogrožanje sosedov, pa tako, kar je klasični slovenski sindrom. Tako, ne vem. V filmu Skriti ljudje zaradi osrednjega zapleta, srečanja Slovenca in Islandca, največ govorijo angleško, nekaj pa tudi slovensko in islandsko. Je bilo zato na snemanju kaj drugače, kot če bi bil film zasidran samo v enem jeziku? Film je mešanica raznih jezikov, ne. Slika, zvok, glasba, igra, dekor, narava, tema, svetloba, kadriranje, bližji, dalj,
montaža, ki da to skupaj ustvarja ritem. Tako da že tle je jezik kakofoničen, pač če so igralci iz različnih jezikovnih skupin, se pač malo več prevaja, ampak kot zanimivost lahko povem, da je Dari, se pravi Islandec, ki nastopa v tem filmu, poslušal našo vajo, ki je bila v slovenščini, recimo del scene je v slovenščini in potem se on vključi v angleščini in on jim odgovori v angleščini, tako, če zdaj poenostavim. In je on tudi v slovenskem delu začutil in rekel, tle se mi zdi, da padamo, da nam scena pada, dajmo tukaj mogoče nekaj, pa čeprav ni razumel skoraj da nič od jezika slovenskega, razen eno pivo, prosim, pa take. Tako da to ni noben dodaten problem, če ljudje pač razumejo osnovno idejo. Kdaj si ti menstruo dobila, Klara? Pri 13. Kaj pa ti? Jaz se še nimam. Kako pa veš, da te nekaj privlači? Če pač začutiš, ne? Tako malo ti je toplo, razpodi, pa malo ti še ni preveč. Dober je. In zato greh. Film Kaj ti je deklica Urške Đukić, ki je mednarodne uspehe žela že s kratkim animiranim filmom Babičino seksualno življenje, je sicer svojo pot začel že pozimi z uspešno premiero na Berlinalu v sekciji Perspektive, kjer je prejel nagrado kritikov Fipresci. Kasneje je bilo film že mogoče videti v kinematografih po Sloveniji, prav tako pa je bil pokazan na številnih festivalih v tujini in prejel kar nekaj nagrad. Film je tudi letošnji slovenski kandidat za tujejezičnega Oskarja. In kaj je bil tisti prvi navdih za film? Urška Đukić. Ja, zdaj v bistvu prva inspiracija je prišla od enega pevskega zbora, enega nastopa, ki sem ga šla poslušati. Dekleta so pele neko staro slovansko ljudsko pesem in je bila zelo lepa energija, tako močna, da me je zelo močno ganilo. In te glasovi so bili tako lepi in močni in punce so ravno bile na tem prelomu, da postajajo ženske iz deklištva in je bila zelo močna izkušnja zame. Nisem čisto razumela v tistem trenutku, zelo me je ganilo in sem začela raziskovati ženski glas in skozi to v bistvu vstopila v telo in v te naše čute in v stvari, ki so v bistvu shranjene v telesu. Kjer sem seveda prišla takoj do tega, ko dekleta odraščamo in pač v tem okolju patriarhalnem, kjer smo bile vzgojene, smo vedno čutili neke vrste sram, neko krivdo, ki je v bistvu nek mehanizem, ki je ustvarjen. Neke starejše kulture tega mehanizma sploh ne poznajo, ne? In zato sem se lotila tega, ker sem tudi sama čutila to, ko sem odraščala, da bi bolj razumela, zakaj je tako in v bistvu skozi film sem si želela podati neko čutno izkušnjo mladega dekleta, kako v bistvu začuti to svoje telo, ki se prebuja, ki govori nekaj in te neke omejitve družbe, ki govorijo nekaj drugega. In zdaj, kako mlad človek, ki je bil oblikovan po patriarhalnih vzorcih, lahko začne poslušati svojo intuicijo in najde neko svojo pot. V glavni vlogi 16-letne Lucije nastopa Jara Sofija Osten. Kako je režiserka izbrala igralko za glavno vlogo in kako je potekalo snemanje z njo? Naredili smo v bistvu audicijo, 60 punc je poslalo videe, in takoj sem vedela, da je Jara tista, ki me zanima. Nekaj posebenega je imela. Na začetku še ni bila čisto sigurna, da bi ona to delala.
Seveda je pa treba ko igralec vzame vlogo, se zelo jasno zavedati, da je to velika odgovornost, ki jo nosiš. In v bistvu smo imeli veliko vaj, tudi Nataša Burger mi je pomagala kot acting coach in smo skozi improvizacijo raziskovali te like in odnose med njimi in te njihove motive. Skratka, poglobili smo se v psihologijo vsakega lika in vsakega trenutka posebej, zato da smo zelo jasno razumeli to človeško obnašanje in pač prišli do tega realizma, ne, ki je potem pokazan pred kamero. Filmsko pripoved režiserkinega celovečernega prvenca odlikuje tudi izjemna fotografija. Zanjo je na newyorškem festivalu Tribeca direktor fotografije Lev Predan Kovarski prejel nagrado za najboljšo fotografijo. Ja, v bistvu prva ideja, ena beseda, ki smo jo velikokrat uporabljali na snemanju, je nežnost. Vse smo delali nežno in v bistvu iskali nežnost v vizualnem. Hotela sem biti zelo blizu Luciji in vsem ostalim, zato da bi zares začutili to, kar se njej znotraj nje dogaja. In ko smo enkrat šla z Levom tako blizu, vidiš, kako v bistvu vse stvari uhajajo ven iz okvira in kako je to tudi neka metafora te zgodbe, da pač ti ne moreš ukviriti mlado dekle in ker bo v vsakem primeru ušlo ven iz teh okvirov. Još me rana boli, ali ti si moja sudbina. Da me neko voli. Ja sam Fantasy, by the way. To je pa Mihrija. Nisam sigurna. Boli, ali ti si moja. Nije ovaj svet za nas, sestro. Martin ima Afrodita. A gremo la zraven. Hočem da ohranim fokus skozi. Ne moraš čakati, da se bo nekaj zgodilo, nič se ne bo zgodilo. V Portorožu si bomo nocoj ogledali tudi celovečerni prvenec režiserke Kukle. Fantasy je nadaljevanje njenega večkrat nagrajenega kratkega filma Sestre, za katerega je med drugim prejela glavno nagrado na festivalu v Clermont-Ferranu. Režiserko je poleti pred mikrofon ujel Gašper Stražišar. Obnaši se kot ženska, obnaši se kot lepa punca. To je ena izmed prvih izrečenih povedi v filmu in zdi se, da je to tudi neko osrednje vodilo filma Fantasy. Torej, kako svet želi, da ves čas ustrezamo in spadamo v neke okvirčke, predalčke, merila, ki nam jih je pripisala družba. Kako bi vi opisali osrednjo tematiko filma? Je to ta tematika ali se še bolj razširja? Zelo je kompleksno govoriti o svojem delu, ko si toliko časa v njemu. In meni se je zdelo v nekem trenutku, kakor da samo eni taki odmevni sobi, po angliško se temu reče echo chamber, ker sem bila zelo dolgo časa zelo sama v tem celem procesu. In nekako po eni strani je meni to vse toliko normalno, kar se dogaja v filmu, po drugi strani mi je pa težko pač podati pol še, mislim tako, dobiti neko distanco do vsega. Ampak jaz mislim, da zame se film, recimo nekako krovno vprašanje filma je zame vprašanje identitete. Potem gre pa to lahko v velik sfer, v identiteto spola, identiteto nacionalnosti, vlog. Pač mislim, da neko široko področje zaobjema, ampak definitivno je ena izmed zelo močnih misli filma, točno ta, kje je nekak ženski pogled, kdo sem lahko nekontaminirana z moškim pogledom, a se lahko vidim sama. Tudi zanimivo mi je bilo, ker se je moj najboljši prijatelj, ki je psiholog in astrolog, se zelo ukvarja z Jungom. In on, ko je pogledal film, mi je rekel, kako mu je zanimivo, da sem nekako vzpostavila to misel, da pač moški, ko se rodi, je pač moški in to je to. Ženska, ko se rodi, mora pa postati ženska. Po svoje se prav s tem srečajo tudi junakinje v filmu, ki so na začetku
znova v narekovajih, obtožene, ker so preveč moške in ne ženstvene. Potem pa se jim pridruži fantasy, ki jo obsojajo one na nek način. Gre torej za dvojni krog. Čeprav ne smeva izdati konca filma, ali se to vprašanje razreši? Je bil cilj junakinje pripeljati do tega, da tudi same sprejmejo nekoga, ki je, znova v narekovajih, drugačen? Definitivno. Velika inspiracija v bistvu za te tri glavne like so bile Virgine. Virgine, to vemo, to je pač en fenomen balkanski, se pravi, to so pač ženske, večinoma iz področja ruralne Črne Gore in Albanije, ki so morale zaradi ali odsotnosti moških, ker je pač bilo krvno maščevanje kar prisotno, ali pa zaradi drugih nekih razlogov, če se pač ni rodil fant v družini, so morale, pač ena je bila zbrana, da sprejme vlogo moškega in da živi po njej. Se pravi, to ne pomeni, da je ona trans moški, ker ona mogoče ni tega zares čutila v sebi, ampak pač nekako je bilo to pričakovanje strani družine. In seveda to je bila pač največja vrednota, to, da se rodiš kot moški. In potem sem jaz to nekako reinkarnirala v to sodobno okolje. Vse tri pač ženske v mojem filmu izhajajo iz nekih tradicionalnih družin, to so neke pač mešane družine. In v bistvu je to nek njihov odziv na ta pričakovanja do ženske in v bistvu tudi na to vrednotenje, ne, med spolema. In prav med pisanjem sem se spopadala s tem vprašanjem, a bi one, ki so tudi na nek način underdogi, outcasti, se pravi zobčenke iz te neke svoje mikrodružbe, a bi one sprejele nekoga, ki je drugačen, zelo hiter. In v bistvu sem tudi tukaj želela pokazati lih to nek kontrast oziroma neko tudi dualnost med tem, da tudi v bistvu izobčenec ne more sprejeti drugačnosti, velikrat, ker je ne more par sebi sprejeti, ne? In potem je pač tudi težko pri drugemu. Ampak zdi se mi je super, da v bistvu one v bistvu skozi njo, ki pač zelo ponosno nosi in živi svojo resnico, nekako dobijo neko mogoče iskrico poguma, da v bistvu tudi one na nek način odrastejo in da sprejmejo sebe. Hi. Hi. Where are you going, Dennis? We go just for a ride. Na festivalu slovenskega filma se predstavlja tudi nekaj slovenskih manjšinskih koprodukcij. Med njimi celovečerni film Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem. Film je bil premierno prikazan na festivalu v San Sebastianu pred dobrim mesecem dni. V filmu spremljamo Davida, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti razpadajočo dvojezično družino, vendar se stvari na počitnicah precej zapletejo. Olmo Omerzu. V bistvu je bilo na začetku tako veliko različnih idej, ker jaz ponavadi na ta način ustvarjam, da nekako zbiram različne prizore, različne motive in ko se mi jih nabere dovolj, začenjam ugotavljati, to, kakšna je sploh zgodba, a je v teh prizorih neko skupno stičišče. Potem pa zelo hitro sem ugotovil, da neka osnovna ideja pa neko vprašanje je, ki me je zanimalo, je, kako daleč so starši pripravljeni iti, da bi rešili življenje svojega otroka. Pa tudi, če so v bistvu v teh situacijah na nek način prisiljeni v laži, v prestopanje nekih moralnih meja, v bistvu manipulacijo. Tako da to je ratov nek način osnovni motiv celega filma. Potem smo pa z Nebojšo Poptasičem pa s Kašo Jandačkovo, ki smo skupaj pisali scenarij, smo v bistvu na nek način gradili zgodbo, ki dramaturško v bistvu se mi zdi zelo sloni na, kako se na nek način laž razvija v zgodbi. Tudi ta laž na nek način je na začetku dokaj lahkotna, na nek način taka ta white lies, kakor pravimo, ne, da oče pošilja svoj bivši ženi fotografije, da bi potrdil, da je vse v redu na morju, da je on dober oče, da se razume z otroki in tako, pač, ker je po ločitvi. Potem pa naenkrat v bistvu skozi film se začne oče v te laži zapletati in posledično tudi mama, dokler ne pride do te neke malenkost čudne igre, kjer starša
pač se pretvarjata, da sta nekdo drug, da bi rešila življenje svoje hčerke. Ena od tem v filmu Nehvaležna bitja je tudi motnja hranjenja, s katero se spopada hči in zaradi katere se starši v filmu poslužijo prav vsega, da bi ji le pomagali. Moram reči, da mi pa na nek način najbolje pomagalo pri razumevanju v bistvu psihologije ali pa neke te lika, karakterja Klare, neki konkretni dnevniki, ki mi jih je dala ena izmed teh deklet, ki je to pač pred leti imela probleme z anoreksijo, je dala določene izseke teh dnevnikov, kjer dejansko ona je tudi rekla, da je že pozabila v bistvu na kakšen način je takrat doživljala v bistvu sebe pa svet okoli sebe. In enkrat je to na nek način mi nekako najbolj jasno osvetlilo, na kakšen način pristopati k liku Klare. Film Nehvaležna bitja bodo sicer gledalci lahko kmalu ujeli tudi na ljubljanskem filmskem festivalu LIF. Nocoj bo na festivalu slovenskega filma prikazan tudi novi celovečerni dokumentarec Damjana Kozoleta. Oho film je portret gibanja in skupine Oho in celovito predstavi eno najpomembnejših umetniških gibanj našega prostora, ki je zagovarjalo neideološki, igriv, šaljiv pogled na svet in na človeka v njem, ter je v ospredje postavljalo odkrivanje poetike življenja in je preupraševalo antropocentrični pogled na življenje. Z režiserjem se je pogovarjala Tesa Drev Juh. Damjan Kozole, vaš novi film govori o gibanju oziroma pozneje skupini Oho. Gre za poglobljen dokumentarec o njih. Kakšna pa je bila vaša osebna motivacija, da ste se lotili tega filma? Z Ohojem, s fenomenom Ohoja sem bil fasciniran tam nekje od srednje šole in tudi potem že, ko sem prišel v Ljubljano in nekaj časa delal v galeriji Škuc, kjer je izšla knjiga Tomaža Brejca, je bil Oho ves čas v zraku, pa nikoli ni bilo v nobenem mediju cela zgodba pojasnjena. In zdelo se mi je, da smo v enem času, ko je nujno to ohojevsko zgodbo enkrat postaviti v film. Ni bilo enostavno, na kar so me tudi sami ohojevci upozarjali, da je toliko različnih interpretacij, da nenazadnje, kar se gibanja tiče, je težko celo reči, kdo so vsi bili člani, glede na to, da je bila to neka odprta oblika druženja. Potem za skupino vemo, skupina kasneje je bil ta likovni del, ki je nadaljeval pod imenom skupina Oho. Tako da je bila ves čas prisotna neka fascinacija, z nekimi ohojevci sem se poznal že prej, z enimi kasneje. Z Urško Jurman sva že enkrat prej delala film in sicer o Igorju Zabelu. Urška je velik poznavalec, je umetnostna zgodovinarka in sem jo povabil k sodelovanju. Ona je rekla, da to je nujno narediti, dajmo čim prej začeti. In tako smo krenili v ta film. Pripoved ste zastavili kronološko, popeljete nas od začetkov delovanja, gibanja v začetku 60-ih let do razpada, približno desetletje pozneje. Greste pa tudi naprej v času in na koncu filma vidimo nekdanje ohojevce danes. Ta odločitev dramaturška, da ne delamo klasičen film, kjer bi akterji pripovedovali stvari in potem bi jih videli te stvari, o katerih govorijo, izhaja tudi iz enega občutka, namreč, če se vrnem spet na prejšnji moj odgovor na začetek, kako sva z Urško kontaktirala ohojevce, jaz sem se pripravil, kakor se je dalo, in pogledal tiste materiale, ki so bili takrat dostopni. In spomnim se, da ko sem po telefonu govoril z njimi, sem imel občutek, kot da so oni še zmeri te isti mladi ljudje v 60-ih letih. Tako so bili polni energije, entuziazma, enih zgodb in potem sem razmišljal, kako bi ta občutek
nekako uspel spraviti v film. In iz tega je prišla ven ta dramaturška odločitev, da se Ohojevci v resnici pojavijo šele na koncu. In tisto, kar je mene v tem nekem sodelovanju, snemanju, komunikaciji, ki sem imel z njimi, mi smo ta film delali 3 leta in pol, najbolj navdušilo je, kako dosledno so te ideje živeli celo življenje. Zdi se mi, da to, kar so oni zagovarjali v 60 letih, da life is art, art is life, skratka, da ne moreš ustvarjati nekaj, kar ne živiš, da so bili dosledni res celo življenje v tem, kar neizmerno spoštujem. V film ste vključili zelo veliko izsekov iz njihovih del, posnetke performansov. Torej res gre za bogat nabor, ki ga lahko vidimo, kot ste povedali, pa ni bilo lahko priti do vsega tega. Ne, seveda, ker je materiali, avtorska dela, filmi so v različnih zbirkah. En del je v Moderni galeriji, ki zelo lepo skrbi za to, in ta material je bil dosti enostavno dostopen. Velik del tega materiala je v privatni zbirki Marinka Suca iz Zagreba, ki te stvari seveda ljubosumno čuva in je bilo kar dolg proces, da najdemo skupen jezik in sem mu hvaležen, da je na koncu, rekel bi temu, prevladal javni interes, da je razumel, da je to film, ki ga verjetno ne bo možno še enkrat delati in da je pomembno, da se v tem filmu zbere vse, kar je ohojevskega. In tle zdaj, poleg Moderne galerije in privatne zbirke Marinka Suca, je material iz Televizije Srbije, Ljubljanske televizije, je material iz Neoplante iz Novega Sada, je material iz MoME, fotografije iz Muzeja moderne umetnosti v New Yorku. Skratka, to je bil res en dolg proces pridobivanja dolg in težek proces pridobivanja avtorskih pravic. In sem zelo zadovoljen, da nam je na koncu ratalo. Jaz mislim, da je v filmu vse, kar še obstaja v Ohoju. Celoten pogovor Tese Drev Juh z Damjanom Kozoletom lahko poslušate nocoj v oddaji Likovni odmevi na programu Ars ali jo poiščete v spletnem arhivu RTV Slo, če oddajo poslušate na prvem programu. V Portorožu je bila včeraj na sporedu tudi projekcija dokumentarnega eseja Anje Medved in Nadje Velušček z naslovom Ne pozabi me. V njem prebivalci goriškega območja spregovorijo o svojih izkušnjah 2. svetovne vojne, o solidarnosti, ki je presegala državne in politične delitve, pa tudi o še vedno nezaceljenih razkolih med ljudmi, ki so jih tragično zarezale te iste delitve. Film je izjemen dokument generacije, ki se še spominja vojne na naših tleh, kljub temu, da se ozira v preteklost, pa je danes še kako aktualen. Anja Medved. Ta film je prišel res ob pravem času, namreč časi, v katerih živimo, se vedno bolj spominjajo na tiste pred 2. svetovno vojno in nujno je se poglobiti na tak primaren način s tem časom. In to je najlažje tako, da se pogovarjamo, da poslušamo, da poslušamo ljudi, ki so bili sicer takrat otroci ali pa zelo mladi in so se znašli pred to v kolesju te usodne zgodovine, ki jim je prekrižala načrte in želje in sanje. Mislim, da je zelo pomembno slišati njihove
zgodbe, ki mogoče za zgodovino na vides niso tako pomembne, ampak ravno zaradi tega nas upeljajo bolj, nas res upeljajo v ta čas čustveno tudi. Lažje se identificiramo z njimi. To niso zgodovinske osebnosti, to so običajni ljudje, ki pa so preživeli res zgodovino z veliko začetnico. Nikoli ni dovolj, da se slišati njihove izkušnje, tudi najmanjše. Posebno v času pozivanja k oboroževanju, ki ob njihovih spominih postane izjemno absurdno. Režiserki sta pri filmu izhajali iz družinske zgodovine. To je neke vrste tudi moj spomin, se pravi povezan z mojo družino in predvsem z zavestjo, da Nona ni govorila dosti o drugi svetovni vojni. Čeprav jo je živela, je bila že kar odrasla, mladostnica. In nekako ta osnoven poziv k filmu je bil prav to, poiskati spomine, ki jih ni povedala Nona. Pričevalci, ki jih slišimo v filmu, nam podajajo izjemno kompleksno sliko tega, kaj vojna sploh je. Sliko, ki je pogosto veliko bolj razdrobljena kot uradna zgodovina. Naš pogled pa je res pogled iz žabje perspektive, ker gre za otroke. In ti otroci so bili pač otroci pripadnikov različnih in seveda tudi v vojni nasprotujočih si strani. In prav zaradi tega mislim, da je to film, ki v tem trenutku ima smisel. Filmi bodo Portoroški dvorani Auditorija in magazina Grando polnili še jutri in v nedeljo. Med drugim bo konec tedna premierno prikazan novi dokumentarec Metoda Pevca, Ko pridem ven. Novi igrani film Žige Virca, Zemljo krast, dokumentarec Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar in že poznani animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tina Ogrin, Tesa Drev-Juh, Petra Meterc in Vito Plavčak. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!